Andrejino nesrečno otroštvo se je začelo že kmalu po rojstvu. Bila sem pri 3 mesecih odvzeta od staršev, ker smo živeli v hotelu, ker sta se ati in mami preveč kregala v stanovanju in so jih vrgli ven. Tako da smo živeli v hotelu, oče ni imel službe, niti mami ni imela službe. Očetu je vendarle uspelo nekako najeti stanovanje in dobiti službo. Mama pa je za zmeraj odšla in Andreja z njo vrsto let ni imela nikakršnega stika. Tudi zato, ker so ji lagali, da je umrla. Oče je za Andrejo skrbel, kot je pač znal. Spomnim se, ko sem bila majhna, stara 6-7 let, ko sem bila zanemarjena v avtu, ki je bil moj oče v kazinoju, po več ur naštel mi je risanke, zato da sem imela nekaj za gledati. Rekel mi je isto, da naj se sklonim dol, če bom koga videla, da me ne bojo prijavili na CSD. Bila sem celo svoje otroštvo v varstvu. Moj oče je vedno delal po cele dneve, da sva lahko živela. Nikoli nisva šla na morje. Velikokrat je oče pripeljal sredi noči žensko v stanovanje in sta zraven mene imela spolne odnose. Jaz sem to vse slišala, poslušala, rekla očetu, da ne morem spati. Se je prišel stisniti k meni za minuto in pol sta nadaljevala. Po nekaj letih življenja, v katerih jo je oče zgodaj zjutraj odpeljal v šolo in jo pri najeti varuški prevzel šele pozno zvečer, je skoraj hkrati doživela 2 prelomnici. Ugotovili so, da ima zelo resne težave z zdravjem, hkrati pa je v njuno življenje stopila prva mačeha s svojima otrokoma. Vedno me je pretepala mačeha s kuhovanco. Vsakič, ko sem očetu to povedala, mi ni verjel. Vedno je rekla, da se ni nikoli to zgodilo, da se jaz lažem, da ni res, dokler ni oče na svoje oči videl, da me je pretepala. Andreja opisuje, da so bile razmere doma takšne, da po eni od zahtevnih operacij na okrevanje ni šla več domov. Po operaciji sem bila v varstvu, ker oče ni želel, da bivam v tem stanovanju zaradi nasilja. Tako da sem bila 1 mesec do 2 meseca v varstvu. V tisto družino, čeprav se je v njej rodila še polsestrica, se ni več vrnila. Tudi zato, ker se je oče odselil v drugo stanovanje. S seboj je vzel Andrejo, a je tja pripeljal novo partnerko, le nekoliko starejšo od Andreje. V tej zvezi so se rodili še 3 otroci, ki jih je imela srčno rada, se kljub temu doma ni počutila dobrodošlo in sprejeto. In tudi v tej družini se je spoprijemala z isto težavo. Nobena prijateljica ni mogla priti k meni, zato ker nisem želela, da spoznajo mojega očeta. Moja prijateljica je prespala pri meni in je zjutraj rekla, da se je oče zraven nje ulegel in jo začel dotikati po mednožju. Od takrat naprej nisem nikoli želela, da katerakoli prijateljica pride k meni prispat oziroma k meni domov. In tovrstno spolno nasilje se je zgodilo tudi njej. Pri svojih 11-12 letih sem pa tudi sama v bistvu doživela spolni napad. Le naključje je takrat preprečilo posilstvo, ni pa potem očeta nič več odvrnilo od nadaljnjih zlorab. Dotikal se je mojih prsi, prihajal v mojo posteljo sredi noči, prišel cel pijan v mojo posteljo nag in se me začel dotikati. Potem pa je, ko sem jaz bila malo bolj glasna, je prišla mačeha po njega v mojo sobo ga iskati. Ob zahtevnih razmerah doma je imela Andreja še resne zdravstvene težave in bila na več zahtevnih posegih, tudi v tujini. Bile so zelo zahtevne operacije
in pa zelo težke. Enkrat sem zaradi odpovedanih ledvic sem bila 1 mesec v komi. In po večmesečnih zdravljenjih se je vsakič težje vračala domov. Vedno so se drli name, me kaznovali, da če ne bom sobo pospravila v 1 uri, da me bojo vrgli na cesto. Bila sem zelo poniževana vedno, da sem prasica, da sem kurva, da bi bilo boljše, da moj oče ne bi imel nikoli nič z mojo mami, da bi bilo boljše, če bi imel s kozo, kot pa z mojo mami. Moj mlajši brat se je naučil, kje je pivo in jim rekel, naj mu ga prinesejo. Ko ga je on odprl, so otroci sami naredili požirek piva, on jim nič ni rekel. Bili so stari 3-5 let, oba dva. Vsaj kanček olajšanja je prinesel vpis v srednjo šolo. Ob pomoči dijaškega sklada programa Botrstvo je namreč lahko vse čez teden v dijaškem domu živela brez nasilja, poniževanja, zlorab, a je ob koncih tedna morala odhajati domov. Večkrat ju je tresel, metal na posteljo, histeričnih malčkov pa z mačeho nista niti skušala potolažiti, se spominja Andreja. Sama od rojstva ni poznala drugačnega življenja in ker v Sloveniji nima drugih sorodnikov, vrsto let ni upala nikomur povedati o vsem, kar je doživljala. Nikoli nisem nobenemu nič povedala. Vedno me je bilo strah, da mi ne bojo verjeli. Vsi so poznali mojega očeta in bi mislili, da se izmišljujem, da si lažem. Dokler nisem bila v dijaškem domu, tam sem spoznala za svojo zaupno osebo in sem se z njo pogovarjala vsak teden po 1 uro. 2 leti sem rabila, da sem ji zaupala, v bistvu čist malo, glede nasilja, glede spolnega napada. Nato pa je, s spodbudo in podporo prav te zaupne osebe, napočil trenutek, ko je vse opisano prijavila policiji. In njeni strahovi, da ji ne bodo verjeli, so se delno izkazali za upravičene. Tudi na policijski postaji so mi grozili, da če se želim očetu maščevati na kakršenkoli način, da bojo oni sami poskrbeli, da meni ne bo v redu. In čeprav je bila med nekajurnim postopkom povsem sama, je opisala in prijavila vse, kar se je dogajalo. V stanovanje se ni vrnila več. Še isto noč so jo odpeljali v varno hišo. V dijaški dom, edini prostor, kjer se je počutila sprejeto in razumljeno, pa ni smela. Ker so na sodišču pozabili napisati na sklep, da se lahko vrnem nazaj v dijaški dom. Tja se je lahko vrnila šele veliko pozneje, ko je ob polnoletnosti zapustila dijaško skupnost, kamor jo je nastanil Center za socialno delo. Pričakovala je tudi, da ji bo sistem od očeta, ki mu še vedno velja ukrep prepovedi približevanja, zagotovil vsaj redno preživnino in da bo lahko imela stike z bratci in sestricami, za katere jo zelo skrbi. Nič od tega se ni zgodilo in njena finančna stiska je vse večja. Če sem jih poklicala glede štipendije, ker je nisem dobila na svoj račun, ker mi oče še ni nakazal, so mi rekli, da se moram odvaditi od svojih razvad in da ne bom mogla hoditi z sošolkami na kavo. A kave s sošolkami so daleč najmanjša skrb. Veliko bolj bi potrebovala računalnik za šolske obveznosti in električno kolo se zaradi vse slabšega zdravja in omejitev pri gibanju ne more več voziti običajnega. Andreja nima sorodnikov, na katere bi se lahko zanesla. V največjo oporo ji je babica, ki živi daleč stran in ji ne more zagotavljati druge pomoči kot moralne. Zdaj so ji daleč v največjo oporo fant in njegova družina, pri kateri sme bivati, ko ni v dijaškem domu, a Andreja je povsem stvarna. V bistvu, če greva s fantom kadarkoli narazen, sem v bistvu pa nekako brezdomka, ker v bistvu nimam nič. Nobenega nimam, nobene varne poti,
doživljenja. Odvisna sem v bistvu od njih, ker je to v bistvu družina, ki mi daje streho nad glavo. Rada bi si kupila malo več oblačil, ker trenutno mi kupujejo od fanta starši. In tudi fant, včasih tudi kakšne njegove oblačila vzamem, kar veliko cenim. Ni mi pa najboljše, zato da mi oni vsi vedno nekaj kupujejo. Rada bi si tudi sama kaj kupila, zato da lahko rečem, da sem to sama s svojim denarjem kupila in da sem ponosna sama nase. Zaradi zdravstvenega stanja in intenzivne šolske prakse ne more še honorarno delati. Čaka pa jo še zaključek srednje šole. In če bo le mogoče, tudi študij. V šoli mi gre dobro, si želim iti naprej na medicinsko fakulteto, rada bi postala anesteziologinja. Če pa to ne bo šlo po planu, bi pa rada postala babica, ker se mi zdi, da to dva najlepša poklica. Zaradi svojih vseh operacij sem spoznala veliko anesteziologov, anesteziologin, ki so bile zelo prijazne do mene in bi zelo rada vračala to nazaj, ker res cenim vse. Predvsem pa je dragoceno, da je najstnici, ki se ji je od rojstva dogajalo toliko hudega, predvsem o pomoči zaupnice v dijaškem domu, uspelo prebroditi tudi najtežje trenutke. V bistvu vso to zadrževanje v sebi je prišlo tudi velikokrat do samopoškodovanja oziroma do poskusa samoumora. Velikokrat sem že napisala poslovilna pisma za vse v družini in je bilo zelo težko. Andreja je izjemna borka, tako za svoje zdravje, ki se znova slabša, kot tudi za svojo jasno začrtano, a za zdaj zelo negotovo prihodnost. Na vse, kar sem dala čez, sem ponosna sama nase, da sem povedala nekomu za stvari, kar so se dogajale, da lahko zaživim v miru, ker svoje celo otroštvo in najstništvo sem sama sebe vzgajala in skrbela za druge in sem ponosna sama nase, da lahko končno preživim malo najstništva, ki ga nisem, in sem zelo vesela in se mi zdi, da sem tudi zelo močna, da mi je uspelo to povedati vse, kar se je dogajalo.